Ampak spet, kamera mi ne bi povedala. Ne vem, kdo je rekel, da je tukaj v tem trenutku. Ker pravijo, da je ona začela. Ven, vedno je tako. Njene hčerke niso podrli, da bi servirala. Kar vem, da je luč. V redu. Zadnja je skozi kamero na tem drevesu. 5 žensk, vse sestrične, je policiji povedalo, da jim je bil večer pokvarjen, ko so jih zaposleni vrgli iz restavracije na Floridi. Toda tisto, kar so sestrične opisale kot nesrečo, ko se je eden od toaletov v restavraciji zamašil, se je izkazalo za veliko večjo težavo. In ko je policija pregledala posnetke varnostnih kamer, se je večer teh dam zelo slabo končal. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Jaz sem Jesse Weber. Policist v Longwoodu na Floridi si je avgusta 2023 privoščil nekaj takosov za večerjo. Takrat je po radiu prišlo obvestilo o nujnem klicu. Nujnem klicu zaradi pretepa v restavraciji. Izkazalo se je, da je bila ta restauracija Papa B's Wings tik poleg. Zato je policist takoj ukrepal. Imam 5 temnopoltih žensk, ki tečejo proti zadnjemu delu dekleta. Hej, vrnite se! Prosim! Katera je bila? Hej, pridi dol! Hej! Pridi sem! Ta oseba je res čist primitivna, nisi še videla tega, ne? Ne. To so neznane ženske, ampak jaz sem 10-25, videl sem jih povsod po Chaser Pointu. Kaj pa nocoj pulce? To je policijska nesreča. Zakaj? Policija! Začasno na ovinku desno, potisnila je. Udarila je moja sestro. Lahko bi ji prijela roke. V redu, bomo ugotovili. Daj mi 1 sekundo. Sedi, samo sedi. Ali kličeš mamo? Mami, Bi! Papa Bi! Mamika! Mami! Si z njimi ali kaj je tvoj? V redu, pridem noter. Pridem se pogovoriti s tabo, počakaj sekundo. Mamica! Me slišiš? Tvoj ata, praviš mi, pravkar sva se borila s prsti. Pravkar sva se sprla, kar precej sem bolna. Ti si vztrajal. Ja. V redu. Ne vem, ne morem premakniti prsta. Kaj za vraga, stari? Nisi smel položiti rok na mojo... Bomo že ugotovili. Sprosti se. Lahko nehamo. Lahko jih samo pustimo, mlada je. Ampak poskušamo ugotoviti, kaj je narobe. Njeno kričanje in vse te stvari ne moramo ugotoviti. Razumem. Poskušamo to ugotoviti. V redu. Torej, ste bili v to vpleteni? Kaj se dogaja? Da, vedno smo vpleteni. Bili smo noter, vsi imajo urejene dokumente. Tvoja osebna. Bili smo noter in sedeli smo prav za mizo. Dobro smo se imeli. Nismo naročali hrane. Vse. Plača smo ji. Tam smo sedeli kar nekaj časa, nikoli niso rekli nič takega, kot naprimer, ne morete sedeti tam toliko časa, imamo omejen čas tukaj. Nič, sedeli smo tam in se pogovarjali. Pogovarjamo se. Nismo bili glasni, nismo bili nesramni, nismo se pogovarjali z osebjem ali kaj takega. Sedeli smo za mizo. Osebje obtožuje te ženske, da so povzročile velik nemir, velik pretep, kaos v restavraciji, metale pijačo in udarjale. Tako ženske, ki so različnih starosti, po svojih najboljših močeh razlagajo svojo plat zgodbe na parkirišču, medtem ko prihaja vedno več policistov, da bi ugotovili, kaj se dogaja. Kaj se je zgodilo nocoj in kaj se dogaja? Bile smo noter, prešle smo, jedle smo. Posadili so nas, vzeli naročilo, jedle smo, prav? Končale smo z jedjo, odnesli so naš smeti ali karkoli, plačale smo. V redu. Še vedno smo tukaj. Ampak ne morem ga vreči, udarila je mojo sestro. Razumem te. In poskrbeli bomo za tisto, za kar moramo poskrbeti. Prav? Moramo dobiti izjave vseh, da nam povejo svojo plat zgodbe. In ti bom povedal, kaj se dogaja. Prav. Staj, dihaj. Dihaj. Zajemi sapo. Ne vem, kako naj brati. Katera je tvoja sestra? Jasmin. V redu. Jasmin je tvoja sestra. Ja, v redu. Kako sta prišli sem? Jaz sem vozila. Jaz in moja sestra sva bil v avtu. In moji bratranci so se pripeljali z drugim avtom. V redu. Tako da jemo. Končali smo z jedjo, pospravijo našo mizo. Plačali smo, še vedno sedimo tam in se pogovarjamo. Zapirajo.
Lahko stopite do lokala in preverite, kaj se dogaja tam. Zapirajo, pospravljajo ali karkoli že, mi se še vedno pogovarjamo. Še vedno se pogovarjamo. Ne vem, kdo je bil. Ena od njih je prišla do mize, nesramno je pristopila k nam. V redu. Pogovarjamo se. Se spomniš, kako je izvedela? Mislim, da je imela vijolično majico. Mislim, da imajo različne barve majic. V redu, njena majica je vijolična. Ne spomnim se, kako je izgledala, ker smo se pogovarjali in pogovarjali. Nesramno je pristopila k nam. Ni rekla oprosti ali kaj podobnega. V redu. Zapiramo, morate oditi. Zamašili ste stranišče. Vem, da ste bili vi. Bili ste zadnja oseba tukaj. In mi smo kot, najprej, tak je tvoj pristop, ker se pogovarjamo, ti pa prideš in si nesramna. V redu. Mi si postavlja nobenih vprašanj, nobenega oprostite, ničesar. In potem se samo prepiramo naprej in nazaj. Potem pa reče, zdaj morate oditi. Hočem, da zdaj odidete. Lahko pokličem policijo, da vas vržejo ven. In smo rekli, kakorkoli, v redu. Vstajamo, odhajamo. Ona pa še vedno govori. Stopi do moje sestre in jo porine. V redu. In potem vse izbruhne. Bi se vsi začeli tepsti? Ja, ker so bili družina. Kako? Udarila je mojo sestro. In potem, ko je udarila mojo sestro, No, odrinila je svojo sestro, kaj ne? Sem prav razumel. Odrinila je svojo sestro. Odrinila. udarila kakorkoli že, ampak njene roke so se dotaknile moje sestre. Videla sem, da so se njene roke dotaknile njene sestre. Če jo je odrinila, jo je odrinila. Če jo je udarila, jo je udarila. Katero od tega je bilo? Videla sem, da so se njene roke dotaknile moje sestre. Moja sestra je stopila nazaj. V redu, ampak nisi videl, da bi jo udarila, kot da bi jo s pestjo ali kaj takega. Samo videl si njene roke na svoji sestri. Ja, razumem. Roke na moji sestri. V redu. Ko je položila roke na mojo sestro, so vsi pritekli in potem je nastala cela zmeda. Vsi so udarjali, vlekli, potiskali, vse to. Torej vsi vi in vsi oni. Ja. V redu, vsi mi proti vsem njim. Pritekli so ven, ko je položila roke na mojo sestro. Torej mi povej s svojimi besedami. Sedimo, Kaj se je tukaj zgodilo? večerjamo tukaj, kot bi morali, kaj ne? Ja. Če zapirate, povejte to. Redo. V naslednjih 10 minutah bomo zaprli, lahko odidete. Ne, tega ni nikoli rekla, tega niso nikoli rekli. Mi sedimo, tega ne moremo vedeti. V redu, naj bi hitro odšli, kaj ne? V redu, in če bi želeli, da odidemo, bi nam to lahko lepo povedali in prišli do nas. Prišla je in bila zelo nesramna. Razumem. Se spomniš, kdo je bila, kot naprimer ime ali kdo je bila? Ne spomnim se. Se pa spomnim, kako je izgledala. Lahko bi šla tja in ti povedala, kdo je bila, ampak nisem izvedela njenega imena in sploh ni bila naša natakarica. V redu, ni bila. Bila je čisto drugačna. Druga oseba, prišla je tja, bila je zelo nesramna, V redu. zelo nespoštljiva. Potem se je obrnila in rekla, da smo mi nespoštljivi. Kako? Ko pa si prišla tja, upila in bila nesramna do nas. Razumem. Če želiš, da spimo, samo povej, prav? Ampak vi ste že tako ali tako že plačali, karkoli. Ampak mi smo že plačali in samo sedimo. Prav, Samo pogovarjamo se, protestiramo. nikoli nam ni bilo dovoljeno, nismo bili nič. Samo pogovarjali smo se, govorili. V redu. Če bi želela, da odidemo, bi nas lahko prosila, naj gremo. Namesto tega, kaj je naredila? Ko sem vstajala, je bila še vedno zelo nespoštljiva. Šla je in potisnila V redu. v mojo obrambo, že je bila nespoštljiva. Mislim, da ni šlo samo za jezo in bes. Potisnila me je, zato sem se branila, kot bi se morala. V redu, gremo naprej. Vsi ostali prihajajo ven, vržejo me na tla, vlečejo tukaj, ona bo vstala. Moški so vpleteni, dobivam udarce, čutim udarce s pestmi, zdaj me napadajo. V redu, nismo prišli sem zaradi tega. Prišli smo naravnost z drugega dogodka, hotele smo jesti, prišli smo, pogovarjali smo se, to je bilo vse. Če bi želela, da odidemo, bi lahko to preprosto povedala. Ni povedala lepo ali vljudno, bilo je zelo nesramno in žaljivo. Še nikoli nisem bila v restavraciji, kjer bi se tako obnašali. To je bilo z njene strani zelo nesramno in grdo. Res? Želiš, da odidemo? Zdaj želiš, da odidemo, zdaj boš poklicala policijo, kaj ne? Ker se branimo. Zdaj boš poklicala policijo. Zdaj nas želi zakleniti tukaj noter. Tako da, ko pride policija, boste vi videti kot žrtve. No, tukaj temu ni tako. Zato bomo analizirali vse, kar imamo v izjavah. Prav? Kar nadaljuj. Če bo treba, ali želite podati prijavo zaradi fizičnega napada? Žalim. Ti pa sem Jasmine. Jaz sem tista, ki jo je ona odrila. Ti si Jasmine Dominique. Je to Klein? Da. V redu. Gospa pride k meni, potem ko gre moja sestra na stranišče in se vrne nazaj, pristopi sovražno in osorno.
Samo da vam povem, zapiramo in morate iti. In vi tukaj, vi mašite stranišča in bla, bla, bla. In jo samo gledamo in si mislimo, kaj pa mislite? Pravkar je ostala, da gre na stranišče. O, vem, da ste bili vi, ker ste edini tukaj notri. Tako da moja sestra reče, oprosti, ampak bila sem jaz, ampak mislila sem, da je šlo dol. Nisem vedela, da je bilo zamašeno. In katera je tvoja sestra? Jay. Vendar si. Govorite tukaj. Tako to izgleda. Ta je, obe sta moji sestri, ampak ta... Šla je na stranišče, prav, torej je to Kaniša? Kaniša. Prav, torej je Kaniša šla na stranišče. Šla je na stranišče in se je vrnila ven in takrat je prišla tista gospa, rekla je, oh, vem, da ste to vi, ker ste edine tukaj noter. In ona je rekla, no, jaz sem samo šla na stranišče, mislila sem, da se je splaknilo, nisem vedela, oh, no, morate iti ven, prišle ste sem, jedle ste in da. In mi smo bile samo, prav, ni vam bilo treba biti skozi sovražni do nas. Prišle smo, plačale smo za svojo hrano in zdaj samo sedimo in se pogovarjamo. Nisem vedela, da je zločin, če ne smemo sedeti in se pogovarjati. In ona še vedno, oh, no, morate iti, lahko vas vržem ven in da. In mi smo bile samo, mi smo plačale kot stranke, plačale smo za svojo hrano, mi vam treba tako do nas pristopiti. Tako da, ko smo stajale, nisem videla, da je porinila drugo dekle, mojo sestrično. Nisem videla, da jo je porinila, ker sem že ostajala, se je govorila, oh, moramo oditi. In mi smo samo rekli, v redu, ni vam treba biti nesramni. Ampak vstajamo, da gremo. Razumete? In naslednja stvar, ko jo vem, zaslišim kričanje, obrnem se in ona je na moji sestrični ter jo udarja. Seveda je nočem udariti. Poskušam odmakniti svojo sestrično in jo odvleči stran od nje ter oditi, ker nočem, da bi iz tega nastalo kaj večjega. Ampak ona jo vleče, zgrabila jo je in jo podrla na tla. Poskušam jo prijeti. Potem pridejo ljudje od zadaj, me zgrabijo, vržejo na tla, mi vlečejo lase in me obmetavajo s stvarmi. Samo pomislim, kako naj bi vi pomirili situacijo. Ampak vi, cela vaša ekipa, pride ven, da nas napadete. Seveda, če eden od članov vaše ekipe položi roke na nekoga, ki je z nami, bom jaz poskušala pomiriti situacijo. Ampak ti jo zgrabiš, potegneš na stran, jo udariš. Poskušam te odmakniti od nje, da lahko gremo, potem nas želijo zakleniti noter. Oh, zdaj ste pa zamučili, poklicali boste policijo, da. Ampak vi ste tisti, ki ste prišli do nas in vi ste tisti, ki ste spravili roke na nas, na njo. In zakaj sploh? Plačali smo, prav, ja. Res je, nismo dali napitnine. Nima vsak denarja za napitlino. Imamo denar, da plačamo za svojo hrano in jo pojemo. Nismo imeli denarja, da bi pustili napitlino. Oprosti, ampak tako pač je bilo. Vedem. Če je bila zaradi tega jezna, v redu, oprosti, saj sploh nisi bila naša natakarica. Ja, slišal si, da je desetnik prosil druge policiste, naj gredo v restavracijo in se pogovorijo z zaposlenimi. In naj ti povem, njihova zgodba je povsem drugačna. Dober večer, kaj se dogaja? Pozdravljeni. Živa. Odpeljal te bom v zaporniško celico. Torej, bili so tukaj potem, ko smo zaprli in vse, uničevali so kopalnico. Zato so jih lepo prosili, naj odidejo. Ne vem, kaj je rekla. Uničevali so, najprej so šli tja noter in zamašili vsaj stranišča. In bili so edini tukaj, nihče drug tega ni mogel narediti. Potem sem šel stran, smo to počistili, ona pa je bila spet tam noter, preverila sem in danes je to naredila. So vse to naredili? Ja, tako da so ukradli stvari, kot so govorili, ampak jaz sem tukaj. Ampak naredili so ves ta nered, ja, to je moja hiša. Si v redu, hočeš sest, pojdiva sest. Kap ti ime? Kaj zdaj ne pa hoče? To bo za me malo težje, ker sem... Imam vse te stvari na sebi in sem... 70 letih. V redu. V redu. Torej, v bistvu so ves čas sedeli tukaj. Sedeli za mizo. Ravno zdaj, ne tik za tabo. V redu, koliko ljudi je bilo tam? Mislim, da jih je bilo 5. Sedeli so tukaj doma in kot da so plačali svoj račun. Natakarici niso pustili napitnine, niso pričakovali, da jo bodo. Sedeli so tukaj in se sproščali, pustili smo jih pri miru. So tukaj. Oh, bog! Neki preverjajo, v redu je. Verjetno so prišli sem. Pred uro in pol, mogoče še prej. Vsa stranišča v nadstropju so bila polna papirja. Jaz in ona sva jih čistili. In to se je zgodilo v roku. Manj kot 10 minut. Ja. Očistili smo.
Oprosti, ni mi mar. Ne, ti se boriš proti njim. Vi ne greste s tem. Jaz sem tukaj uradnik, potem mi... Kaj je torej sprožilo vse to? So se razburili samo zato, ker ste me prosili, naj odidem? Mislim, da ne, ker niso ničesar rekli, niso se pritoževali nad ničemer, kolikor vem, in ne mislim, da bodo karkoli rekli o vas. Ampak so dali natakarju 100. To zame ni pomembno, ampak so natakarju dali $100. Vračilo je bilo 10 račun pa 90. In potem so vzeli ves drobiž nazaj, torej so vedeli, da ne bomo dobili napitnine, pač bilo je vseeno. Tukaj so ostali celo večnost. Že prej smo zaprli, ker je bilo tako prazno. Tabla odprto je bila ugasnjena skupaj z glasbo, televizorji so bili izklopljeni. Vse. Samo pustili smo jih, da tam malo posedijo, potem pa so si sami vzeli kopalnico. Torej niso bili v kopalnici? Ja. Jaz sem šla tja in ko sem opazila, da je tam ogromno toaletnega papirja, nisem vedela, ali naj splaknem, ker ga je bilo res veliko. In vedela sem, da ga lahko zamašim. Kot da so to naredili namenoma. In pogledala sem v druge kabine in po tleh so bile povsod papirnate brisače in same smeti. In vprašala sem Jane in prišla sem noter, pokazala sem ji, ne. To preprosto ni higiensko. In odšla sem. In potem je rekla, no, če bodo šli nazaj in to spet naredili, mi samo povej in se vidiva. In še ena tam noter. Da blokiraj prvega. Ja. Šla sem drugič in šla sem, ker sem videla, da je šla na stranišče. Zato sem si rekla, poglejmo, če bodo to naredili še enkrat. Torej, ti boš počistila, jaz pa bom mogel to najprej še pofukati, potem pa ti počistiš. Nisem jih vprašala. Ampak, ko si to našla, si počistena, ne? Ja, oni so počistili. In potem sem se vrnila in nekdo z njihove mize je spet šel noter. In šla sem noter istočasno kot ona. Ona je odšla pred mano, jaz pa sem samo pokukala v kabino in je to naredila spet. Zato sem potem povedala Jamieju. In Jamie je starejša od mene, bolj zrela. Ne maram govoriti z ljudmi o takih stvareh, zato sem prosila njo. Tako je šla do njihove mize. Nisem slišala, kaj mi je rekla, vem pa, da je govorila z njimi. Gledala sem na kamere, najprej sem ležala in opazovala, potem pa sem jih slišala kričati. Bila sem v pisarniškem prostoru, slišala sem jih kričati, zato sem pokukala, kaj se dogaja, karkoli že. Nisem šla do mize ali kaj podobnega in potem, ko grem, jih spet slišim kričati. Obrnem se in se vrnem nazaj in oni me obmetavajo s stoli. Ja. Nisem mogla videti vsake osebe posebej, ampak iz tistega, kar sem lahko videla skozi tista vrata, jih je bilo nekaj. In potem prišla sem ven, oprostite. Prišla sem ven, sem in vse posod so leteli stoli, sami stoli. Kot tista mladoletnica, ona je mladoletna, mislim, da ima 17 let. Bila je na tleh, mislim, da je poskušala pomagati, ne vem. Ampak na koncu je pristala na tleh med tistimi stoli in videla sem, da je nekdo vrgel stol nanjo. Ne vem, kdo je to naredil. Da? Videla sem stol na njej, ležala je na hrbtu. Potem sem slišala, kako so se kozarci natali in zaletavali v skodelice ter solnice. Vsi bodo nocoj šli v zapor. In potem sem samo stekla in jih poklicala. Izgubila sem svoj kanal. Si videl, kdo je dal stol na tvojega mladoletnika? Nisem videla osebe. Misliš, da ona ne bi vedela, kdo je še videl? Prepričan sem v to. Kdo za vraga si ti? Bili smo 3. Ali so na tvojem delovnem mestu kamere? Ja, Bridget in Cese, moji nadrejeni prihajajo, so že na poti. In ona ima dostop do kamere, tako da vam lahko pokažejo. Si poškodovan? V redu sem. Ampak nekdo ti je dal stol na tebe, da bi te udaril stolom. Sploh ne vem. Samo videla sem, kako je vse letelo po zraku. Šla sem že po Jamie, ker je vseh 5 skočilo na Jamie, tista v vijoličnem. Njo, v redu. Skočili so na njo. Bila je, mislim, Nisem mogla videti Jamie. vseh 5 jih je bilo, ja. Udrigal si po njej, potem pa sem bil jaz blokiran. Udrihali smo po njej, potem so začeli metati stole, metati vse. In potem sem šla noter, da spravim Jamie ven. In vsi 3 so začeli skakati po meni in me udarjati in take stvari. Boste vložili obtožbo zaradi napada? Boste podali prijavo zaradi fizičnega napada? Moraš skočiti za 50. Ne bom rabila. V redu, odšel bom. Mislim, stara sem 17 let, v redu. Tako da bomo morali poklicati starše, povedati jim, kaj se dogaja, ker sem mladoleten. V redu. In preveriti, če želite sprožiti kazenski pregon, kar, če bi bila moja hči, bi bilo absolutno najhujše. Torej, poklič mamo, očeta, poklič nekoga, da pride sem zame. Posnetek telesne kamere policije iz Longwooda je zamegljen, zato ne moremo videti posnetka nadzorne kamere. Lahko pa slišite reakcijo policista na to, kar vidi. To bi morala biti predvsem ta kamera. Za stranišča nimam ničesar. Vse, kar imam, je stranišče. Sam duha hočem videti. Kaj za vraga počneš? Ta bi bila verjetno najboljša.
Ja. V redu. Torej oni, lahko greš nazaj na tisto stran, lahko greš na stran. Ne morem, zatika se. Jezus Kristus. Ja, dobili so Viktorja Romeja. Tako kaže. Torej, so oni 34. Tako kaže. To je bila tista z rumeno. Ona je bila tista, ki je najprej, ki je vstajala, ena vrgla pijačo in potem je ona samo šla. Za njim? Ja. Torej, imamo podjetje za kamere. Ljudje, ki so namestili naše kamere, bi morda lahko prenesli bolj jasno različico. Bolj jasno? Seveda, lahko vidiš, kaj se je zgodilo. Ja, že sama po sebi mi daje precej dobro sliko o tem, kaj se je zgodilo. Bom takoj nazaj v eni sekundi, prav, fantje? Potem greš ven. Desetnik se približuje koncu svojih razgovorov s 5 mladimi ženskami, vendar pride ven policist, ki je bil pravkar notri, da mu sporoči, da so se stvari obrnile. Uredimo, kar moramo urediti, prav? Samo za trenutek se usedite, desetnik. Korrigiral sem posnetke s kamer. Oni so začeli. Zaposleni so jih mirno opozorili, ker je stranišče za zaposlene zasedeno, oni pa so vstali in odšli. Eden je vrgel pijačo. Eden. Na njej je pijača, zaposlena. Tista z vijolično majico. Ja, Kočakar in vas Helbruk odidete v tam. Kdo je vrgel pijačo? Ali tisti v rumenem? Tisti tam v belem. Mislim, da ne. To je tista, ki pravi, da je bila prva porinjena. V redu? In od tam. Je samo prosto lebdel. V redu. Napadli so tudi 17-letnika. V redu. Vsi, kar se mene tiče. Vsi so DOP tam noter. In to video prikazuje, kaj ne? Video prikazuje. V bistvu samo ostajajo tam. V redu? Metali so stvari na dekle, napadli so jo, šel sem tja, da to prekinem, označil sem jih tudi jaz. Tako da, če boste šli sami pogledati posnetek, da to potrdite, je prav. Ampak po tem, kar sem jaz videl, so to videli. V redu. Koliko avtomobilov imamo tukaj? V redu, več kot dovolj za prevoze. Ta tukaj v svojem belem puloverju. Torej, edina, ki ju še nisem zaslišal, sta ta dva tukaj. Vse ostale sem že opravil. V bistvu so njihove izjave, da je zaposleni pristopil do njih in so lahko odšli. In očitno se zdi, da je težava v tem, da niso dali napitnine. Tako vsaj mislijo. In potem v bistvu pravijo, da je zaposleni stopil zelo blizu, potem, kar sem zvedel, tista z ozkimi naramnicami in kavbojkami. Torej, ona, to je v redu. Imam jih tukaj po vrsti. In obravnaval si vsako zgodbo. Te 3 sem že zaslišal in imajo popolnoma enake izjave o vsem. Torej bomo zaslišali ta dva. Te bom za trenutek zadržal in jih bom pazil, da jih mama ne vzame. Ker če jih bojo dan na DOP ali jemlje izjave. Rekel je, da govori z drugim zaposlenim, ki je bil napaden. Opravil bo svoje. Prišel bo do mojega tovornjaka, vzel obrazce za izjave in potem nadaljeval. Vem, vedno je tako. Policist, ki je noter, prevzame preostale razgovore z bratranci in pomaga ugotoviti, kdo morda potrebuje medicinsko pomoč, zdaj, ko je reševalna služba na prizorišču. In tudi družinski člani dekleta so se začeli pojavljati. Si v redu? V redu. Si poškodovana? Si poškodovana? Je. Tako je. V redu? Kaj boli? Ja, najprej bom to preveril, gospa. Jaz se bom odpeljal. Naredi mi uslugo. Sam hitro jo preveril in potem bomo šli. Prosi, najprej jo preveri. V redu, pomiri se, da te bojo pregledali, prav? Zdaj da bojo pregledali. Pomiri se, zdaj da bojo pregledali. Prav, v redu. Pomirimo se. Tole preverjamo. Gremo sem. Samo. Razumem, to je moj oče, to je moja mačka. To je moj klobuk. V redu, fantje, dajmo. Prav. To je slabo. Rekel sem, gospod, pridite sem. Nisem vedela. To je v redu. Začeli bomo s tem. V redu, gospod, vas 5, dekleta, dovolite, da govorim z vami.
V redu, torej šlo je za incident na posnetku kamere, to je v restavraciji. Zaposleni vedo, da lahko greste, vaša hči bo najprej napadla natakarja. Kar vem, je luč. V redu, no to je, ko gledate strani kamere. V redu. Kamere v notranjosti kažejo, kako napadajo uslužbenca in potem, ko so prišle druge službe, da bi jih ustavile, so napadli tudi njih. Napadajo uslužbence. V redu. Vse to izhaja iz tega, kar sem slišal, da so uporabili stranišče, ga zamašili, zaposleni so šli, ga očistili in popravili. Šli so nazaj noter in naredili popolnoma isto stvar. Samo da bi jim hotel zaupati, so se razjezili, nekdo je vrgel trik, potem pa jih je nekdo napadel. Ne vem, kaj za vraga počnejo. Takrat mi je varnostna kamera pokazala, poskušam ugotoviti, kaj se je zgodilo, vendar želijo izvesti bolj poglobljeno preiskavo, kaj se je v resnici zgodilo. Do zdaj smo prišli tako daleč. Še kaj drugega čisto, sporočil ti bom. V redu. Ko bo preveril, bo poskrbel, da niso poškodovani ali kaj podobnega. Ko bomo s tem končali, bomo nadaljevali s preiskavo in potem ti bom končno sporočil. Prav, vem, da je malo frustrirajoče. Vem, da gre počasi, da dobimo naše zaposlene na telefon. Razumem, tudi jaz sem oče, tudi jaz imam otroka. Sam dovolim, da to naredijo za tvojo hčerko. Pol bomo nadaljevali, prav? Torej ne morem govoriti. Sam daj mi minuto. Pozabiva na to, kar se tukaj dogaja. Vem, da so se pogovorili z njimi in so končali, prav? Prav, cenim to, prijatelj. To je bilo dobro. V redu, seveda. In policist jih je vprašal, kaj se je zgodilo. Toda za razliko od desetnika je videl posnetek nadzorne kamere in lahko takoj opazi, kdaj ženske domnevno niso iskrene. Torej, kaj se je zgodilo? V redu, torej sedimo, ura je približno 9:50. V redu. Na spletu je pisalo, da zaprejo ob 11, čeprav je rekla, da zaprejo ob 11. Tako da se nisva več pogovarjali. Moram na stranišče. V redu. Vsakič, ko uporabljam javno stranišče, vedno dam papir na školjko. V redu. Ko sem končala, sem splaknila stranišče, potem pa sem odšla ven. Nisem vedela, ali se ni zaprlo, ali pa se je vseeno zamašilo. V redu. Šla sem si umit roke in potem sem šla nazaj, da bi se usedla. In mislim, da je bila tukaj neka delavka. Mislim, da je šla v kabino, v kateri sem bila jaz, in rekla, da smo zamašili stranišče ali nekaj tasga. Potem je prišla ven in rekla, ker zapiramo, vas bom morala prositi, da odidete. In ena od vas je zamašila stranišče, ker vem, da je ena od vas pravkar bila tam noter. Tako da sem videla svojo sestro. Rekla je nekaj tasga, ker sploh ti ne bi bilo treba priti ven in se tako obnašati. To je bilo nesramen. V redu. In potem sem si rekla, v redu, počakaj malo. To sem bila jaz, ampak nisem vedela, da sem zamašila stranišče. V redu. Ker sem preprosto odšla ven. V redu. Torej, ona hoče reči, pejt ven, začni kričati. In potem, ko odhajamo, ko ostajamo, je pograbila svoje ključe. Ko odhajamo, ko ostajamo. Hoče potisniti mojo sestrično, Jasmino, prav tam. Katero? Na sredini. V redu. Ona porine mojo sestrično Jasmino. Smo družina. Zakaj se torej dotikaš moje sestrične? Ni bilo nobenega razloga, da bi se je sprav dotaknila. Ona tukaj kriči, vpije, meče stvari. In potem so vsi drugi delavci prišli sem in se stepli z nami. Nek moški tam notri je vrgel mojo sestro s piščanca. Prijel jo je in jo vrgel. Metali so stole, me udarili v obraz, mojo sestro v glavo, metali stole, metali pijačo, metali torbe in vse te druge stvari. Potem smo bile vse na tleh in pobirale svoje stvari. Prišla je, nadaljujem želja. V redu. Nekdo ji je nekaj vrgel v oči. Ne more videti. Tako da ne vemo, kaj se dogaja. Potem so nas poskušali zakleniti noter, govorili so o tem, da bodo premagali policijo, klicali so policijo. Tako da, ko odpremo vrata ali karkoli, začnemo teči proti našim avtom. Ampak potem je to to. Oni še nekaj drugih policistov so prišli. Tako da smo se samo ustavili. V redu. Ampak nismo naredili ničesar, ker smo se pritoževali zaradi tega. Ona je povzročala težave. Ni imela pravice, da se kogarkoli dotika. Vsi te ljudje, nas je samo 5, njih pa je veliko več, še moški so zraven, so močni. Premetavali so nas, metali stole, metali pijačo. Zaradi česa bile smo zavrnjene. V redu. Prav. Torej praviš, da bodo natakarji najprej želeli napasti vas vse? Da. Precej sem prepričana, da je tako. Ker se je točno to zgodilo. Nihče noče, da bi nanje poklicali policijo. Zato vstajamo in zbiramo svoje stvari. Ena stran mize je že odšla. Že hodijo stran.
in moja stran mize odhaja. In deklica z belo majico, ko vstaja, jo vijolična deklica z vijolično majico porine. Kaj nadaljuj? Torej, verjetno ni bilo tako. Koga poriva? Tvojo sestričo? Tista z belo majico, prav. Ona jo porine. Kaj ti ime? Jasmine? Jasmine. Da. Torej, doktor, Jasmine je potisnjena. Jasmine je potisnjena. Torej, Jasmine je reaktivna. Preden bi kdorkoli drug lahko karkoli naredil ali rekel, cela kuhinja začne prihajati ven. Torej, na tej točki, če ne bi ničesar naredili, bi vsi skočili nanjo. Torej, poskušamo zmanjšati sumničavost. Branili smo jo in podobno. Takrat je postalo resno, bili so moški, vsi v kuhinji so bili zaposleni. Vsi zaposleni, ki so bili krivi, prišli so v njeno kuhinjo. Preden se je karkoli res zgodilo, so prišli noter iz kuhinje. In tam se je vse skupaj zaostrilo. V mojo glavo so vrgli stol, ljudem so metali stvari v oči, vse se je samo metalo naokoli. In v tistem trenutku sem si mislila, kakšen je sploh smisel nadaljevati s spopadom. Tako da smo si rekle, v redu, nima smisla nadaljevati s spopadom, vse smo odrasle osebe. Tako da smo poskušale oditi. In one so rekle, ne bomo vas pustile oditi. In so zaklenile vrata. Ne vem, ali bi morale to sploh narediti, ali bi morale zakleniti vrata. Odvisno je od vaših okoliščin. Torej so zaklenile vrata in kot da nas ne pustijo ven. Zato smo odšle in takrat se je zgodilo tisto s policijo. Zdaj je desetnik sam videl posnetke nadzorne kamere in se strinja, da je treba vseh 5 žensk pridržati. Zdaj policisti vedo, da jih lahko doleti veliko nasprotovanja, ko bodo osumljenke ugotovile, kaj se dogaja. Zato najprej obvestijo svoje družinske člane. Upajo, da bodo lahko vse obdržali mirne. Naj vam kar povem, to se ne zgodi. V redu, grem po njih. Naj izberem vse starše ali družinske člane, razen teh 5 mladih dam. Samo stopite sem za trenutek in bom govoril z vsemi naenkrat. Ali je še kdo, ki manjka? Sploh ne. Je to vse? Prav? V redu. Pogovoril se bom z vsakim pri znaku stop tukaj. V redu. Torej, ali imam starše od vsake osebe tam? Da. Da, v redu. In vsi so odrasli, kaj ne? Nisem pogledal vseh njihovih osebnih izkaznic in še ne vem njihovih starosti, ampak vsi so odrasli, kaj ne? V redu. Torej, tukaj je problem. In osebno sem šel pregledat posnetek in vse to, da bi lahko dobil nepristransko mnenje o celotni situaciji. Da prišli so sem, jedli so, plačali so. To ni vprašanje, kaj ne? Problem je, mislim, da je nastal, ko so jih prosili, naj odidejo. In ne pravim, da so samo prišli in rekli, ali lahko prosim odidete. Ne pravim, da so to rekli, v redu. Ne pravim, da niso bili nesramni, tega ne morem trditi. Vse, kar lahko naredim, je, da vzamem njihove izjave in jih upoštevam, ker video nima zvoka. V redu. Tako da ne morem reči, da natakarica ni bila nesramna, ko je prišla in rekla, hej, zapiramo, čas je, da odidete. V redu, tega ne morem potrditi. Oni pravijo, da je bila nesramna, oni pravijo, da ni bila. Torej bomo to za zdaj pustili tako, kot je. Vendar pa, ko začne ostajati, takoj pride do porivanja. Zvrnejo pijačo, razlivajo pijačo vse povsod. Solnice in poprnice so povsod vse polovnene po tleh. In potem izbruhne popoln pretep med temi mladimi damami in osebjem tam noter. Prav. Torej, glede na to, kar sem rekel, sklepam na podlagi videoposnetka. Ne sklepam na podlagi njihovih izjav. Sklepam na podlagi njihovih izjav, prav, ker se med obema nekoliko razlikujejo. Danes bodo šli v zapor, prav? Zato vas prosim, kot starše, tudi sam sem starš, prosim, umirite se tukaj. Ne pogovarjamo se tudi s starši, prav. Torej, gredo v zapor na podlagi videoposnetka. Gledaš me tako, jaz to sklepam na podlagi videoposnetka. In to gledam na videu. Videoposnetka ne morejo spremeniti. Prav, kaj ne, fantje? Se strinjamo, gospod. Videoposnetka ni mogoče spremeniti. Torej se ravnam po videoposnetku. In videoposnetek kaže, da so vsi postali sovražni do zaposlene in so jo začeli pretepati. In potem so priskočili drugi zaposleni, da so jo odvlekli stran. In vse to gledam, kako se dogaja na videoposnetku. Ali lahko vidimo videoposnetek? Trenutno ne morete videti videoposnetka. Jaz bom imel videoposnetek. Shranjen bo kot dokaz in bo vključen v sam primer. Preprosto ne morem iti in pokazati videoposnetka, ker je na telefonih zaposlenih, ki dostopajo do kamernega sistema.
V redu, kar je normalno, v redu, ni nič divjega ali norega. Imel bom kopijo videoposnetka in v postopku izmenjave dokazov boste vi, torej obtoženci, otroci seveda lahko dobili kopijo videoposnetka. V redu, to vam bo omogočeno kasneje, ne bo danes zvečer. V redu. Nisem tukaj, da bi izbiral strani. Tukaj sem, da pogledam, kaj imam kot dokaze in na podlagi tega sprejmem odločitev. V redu? Ali ima kdo kakšno vprašanje? Vem, da je veliko vprašanj. Vem, da jih je veliko. Zakaj boš? Razumem. Preden jih vzameš, se lahko najprej jaz posvetujem z njimi. Pustite, da jih mi pripeljemo, naj jih damo v lisice in uredimo vse, potem pa nimam nobenega problema, da se pogovorite z njimi. Prav. Lahko grem jaz z vami, ker bodo nehali polniti. Nehali se bodo truditi. No. Želim jih čim bolj pomiriti. No, dal jim bom isti govor, kot sem ga dal vsem ostalim. Ostanimo mirni in se bomo izognili nadaljnjim spopadom, takim stvarem. Trenutno... Prav, to je pekicija. Naj ti samo povem, obtožbe in podobne stvari. Kaj gledamo? V redu. Gre za motenje javnega reda in miru ter fizični napad. V redu? Obe sta prekrška. V redu. Glede na to, bosta odpeljana v okrožni zapor Seminole. To je tam spodaj v Sanfordu. Tja jih peljejo. Ne vem, če ste vsi od tukaj ali ne. Če niste... Ko bojo tam, bojo dobili varščino, takoj, ko damo papirje. Torej, čim prej spravimo tja in uredimo papirje, prej bojo dobili varščino. Ja, dobili bojo varščino še prej. Ja. Torej, bi lahko bili zunaj že danes, ne? Danes večer. Ne vem, koliko je ura, ampak ja, lahko bi bili zunaj v 3 ali 4 urah. Ja, zagotovo. Torej, imeli bodo varščino. Objavljena bo na spletni strani sodnega urada okrožja Seminole. Oprostite. Na spletni strani zapora okrožja Seminole, tam bo objavljena njihova varščina. Imeli bodo tudi možnost, da vas pokličejo ali pokličejo agenta za varščino ali kaj podobnega. Prav? Torej. A lahko govorimo z njimi? Dovolil vam bom, da govorite z njimi. Samo najprej jih moram spraviti v avtomobile, prav? Veliko ljudi je tukaj. Preden jih upišete na fakulteto, ja. Samo iti morate na razumem. Razumem. Bom. Poskušam ti omogočiti, da govoriš z njimi, ko boš... Imam otroke. Dovoli mi, da ti povem, kaj v redu. Evo, kaj bom naredil? Ena oseba naenkrat. Lahko greste in nagovorite svojega otroka. Hvala. In potem se od tam vrnite sem in stojite, počakajte. Prav? Se strinjamo? Hvala. V redu. Počakajte, dokler ne pridem po vas. Hvala. Pozdravljeni, pozdravljeni. Pozdravljeni, pozdravljeni. Ne hodi hitro. V redu. V redu, v redu, v redu. V redu. V redu, ne bi prišel v 5 minutah. Samo usedite se. Usedite se. Prosim, usedite se. Usedite se. Začnimo z natikanjem mojih lisic. Lahko se usedajo ali pa jim takoj nataknemo lisice. Tako, izvolite. Samo poslušajte me. Poskušam ohraniti mirno situacijo, prav? Ne želimo biti nesrami do vas. Imamo svoj način, kako to rešiti. To je moj telefon. Jezus, zakaj sem se odločila, da te ubijem? Tega ne razumem. Jezus. Zakaj sem se odločila? Zelo mi je žal. Sedi, prosim. Zelo mi je žal. Jezus. Ja. So v mojem zadnjem žepu. Gremo. Ko konča pogovor s svojima 2 otrokoma, lahko ta 2 spravimo v avto. Tukaj, ta 2. On je močan zame. Hej, sprosti se. Torej, 5 žensk so 19-letna Taisha Charles, njeni sestri, 18-letna Kanisha Charles in 24-letna Keonda Charles, ter njeni sestrični 26-letna Jasmine Klee in 20-letna Jaylaga Smith. Ob novici so bili praktično neutolažljivi. Vej! Verjamem ti.
Verjamem ti, draga, verjamem ti. Verjamem ti. Kaj imaš ti opraviti z manoj? To je čudno, on je na pravi duavi. In ti prekleti ljudje oli me. Tako so bili na koncu vseh 5 osumljencev aretiranih zaradi motenja javnega reda in miru, pretepa, napada z dotikom ali udarcem ter kaznivega uničevanja tuje lastnine. In v zaporu je vsak od njih plačal varščino, ki je bila malo več kot $1000. Bili so izpuščeni. Poskušali smo najti posodobitve o izidih teh primerov v sodnem registru okrožja Seminole. Nismo našli ničesar, vendar bomo spremljali dogajanje. Bomo videli, kaj se bo zgodilo naprej. To je za zdaj vse tukaj v oddaji Sidebar, spoštovani gledalci. Hvala, ker ste bili z nami. Kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate podcaste. Najdete nas tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu in moji oddaji na News Nation Jesse Weber v živo od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.